ko so šla plezati po Renstenu smeri v Čurup, ne. Že sam nastop plezana Andrejčka, sem ga gledal, ko je to užival v plezanju. Pa tisti njegov Staš, kako bi to rekel zdaj po slovenski. Ko sva preživljala tiste težke cajte v sten, brez opreme, ker pač za tisto smer, ki so rabila veliko cajta, pa veliko opreme, so mi dva imela fejst premalo opreme. In so pač mogla še enkrat dol v dolino, so pod steno prišla, da so se sposodila tisto opremo, kar so jo rabila, čeprav jo še danes niso vrnila. Pravil sem letošnji prvi pristop na Ranrapalko sam. Gor sem šel po lepoti na zgornjo bazo pod sedlom med Išinko in Ranrapalko. Tam prespal, oziroma prespal 3 urce, sem ležal v spalni vreči in medtem kuhal potrebno pijačo za naturo. Ko sem natopil za 2 litra snega, sem se odpravil ob enih nekje. Ob 2 zjutraj sem bil pod steno in pričel s plezanjem. Plezal sem 6 ur in sicer smer, ki se vije točno posredi značilne snežne strmine, snežno-ledne strmine, 3-krat prekinjene skalno stopnjo. Pač ponovil sem smer mazohizem, ki so z Matejem Zorkom leta 96, ko sem prvič obiskal južnoameriške perujske Ande, preplezala v 16 urah. Ime nosi po začetnicah najinih primkov Markovič, Zorko, mazohizem. 16 ur so plezale 96. leta, jaz sem jo ponovil le v 6 urah, se nisem nikjer varoval, tako da nisem izgubljal časa z varovanjem. Ob svitu sem bil že 100 metrov pod zgornjo skalno bariero, ki pa sem jo tokrat obšel po snežnem lednem slapu. In na vrhu sem bil že ob 8 zjutraj. Andrej je bil, lahko rečem, človek pred svojim časom. Ko je leta 1993 prišel na naš odsek, je bil še plahen srednješolec. V parih letih pa se je povzpel med enega najboljših slovenskih mladih alpinistov. Dobro se spominjam še svojih prvih skupnih plezalnih korakov, ko sem ga še uvajal v skrivnosti plezanja po naših čudovitih gorah. Gore je že poznal že odprej, hodil je v hribe že starši, z očetom, mamo in sestro. Toda to mu ni več zadošalo, zaželel se je še vertikale, malo adrenalina in uživajo v tem. Prve stvari sva skupaj splezala za 1. maja leta 1993 in to na Korošici v Vršičih. In še zdaj čutim njegovo voljo, prav razganjanje ga vsega želja, znanja. Hotel je čim več zvedeti naenkrat, bil je res enkraten plezalec, rojen talent, lahko rečemo temu. Plezala sva, moram reči, dokaj aktivno celo leto, 2 leti skupaj, na to pa si hotel dalje več. Jaz sem mu pač dal svoje znanje, kar sem vedel, svoje izkušnje, samo človek mora iti naprej in tako je še tudi Andrej.
na 3. leto njegove plezalne kariere je pa sploh eksplodiral. Preplezal je v enem letu več kot 350 smeri, kar je do sedaj zmogel samo legendarni Franček. Tičev je vse vikende v hribih in hribi so mu postali drugi dom. Užival je v njem, sprostil se je in res počuti se kot doma. Včerajšnja izkušnja mi je pokazala, da ljudje rastemo, da ljudje odraščamo, da tudi v alpinizmu odraščamo. Leta 96 je bila to moja največja, celo v celem življenju, največja avantura. In sem si pač zastavil, da bom po tej smeri, ki sem jo včeraj ponovil, gor in po normalni smeri dol, priplezal v enem samem dnevu. Pa je to postal boj za življenje, boj za preživetje. 60 ur sem bil brez hrane in pijače. Zdaj sem pa to zadevo speljal, sicer sam, mogoče malce bolj tvegano, brez varovanja, to da razmere so bile odlične. Plezal sem celo noč. Če bi plezal po dnevi, bi verjetno porabil vsaj še enkrat več časa, tako da ne bi kaj bistveno prišparal. Zdaj je minilo, ne vem, koliko, že skoraj 2 leti, leto pa pol. Bo zdaj, ne, kar se Andrej tragično ponesrečil, ne. Še zmeraj je v naših mislih, ne, kamorkoli gremo, ne, pa plezamo, karkoli delamo, ne, toliko pač načrtov smo imeli še skupaj, ne. Tudi tukaj, ne, smo vse živo skupaj presmučali, ne, pa v glavnem, na vsaki turi se skoraj spomnimo nanj, pa v bistvu še zmeraj ne moramo dojeti v resnici, kaj se je zgodilo, ne. Samo tako pač je, ne. Na vrhu! Kaže, kači jezik. In na njihov življenjski slog se je treba navaditi. Kmalu nam ni bilo več neprijetno v slaščičarni tudi po 2 uri čakati na naročeno sadno kupo in nič več ne vpiješ na taksista, naj vozi počasneje, če se ti zdi, da bo podrl vsakega pesca, ki mu stopi pred avto. Ljudje so nas na cesti pozdravljali z "Ola gringo", kar pomeni "pozdravljen tujec". Španščine smo se hitro privadili in med pogovorom smo vse manj uporabljali roke. Tudi s pogledljivih pogledov deklet smo se kmalu navadili, prav tako na hrup in obupen smrad. Med našim prvim obiskom pokrite tržnice je Tomaž med stojnicami že pošteno usmrejenim mesom pobruhal tla in potem nas ni bilo več tja. Hrano pa smo kupovali v trgovinah v bogatejšem delu mesta. Čeprav se trudiš biti drugačen od turistov in se čim bolj približati domačinom, ti to pač vedno ne uspe. Po parih letih vajeništva v naših hribih in kaljenja v evropskih hribih v težkih smerih se je prvič odpravil leta 1997 v Južno Ameriko. To moram reči, lahko to se rečem, da mu je spremenilo življenje. Od takrat si je zaželel čedalje večjih izzivov. Vsako leto si je našel kakšno odpravo, v kateri je sodeloval, ker je bil vrhunski športnik in med najbolj perspektivnimi slovenskimi alpinisti, mu to v bistvu ni delalo dosti težav. Že 97. leta, kot sem rekel, je bil v Južni Ameriki, ampak njegov sen je bil, da bi šli tudi enkrat alpinističnim odsekom v Novo mesto skupaj na odpravo in to se mu je uresničila ta želja leta 1999, ko smo pripravili prvo dolenjsko alpinistično odpravo v Južno Ameriko, v gori Cordillera Blanca v državi Peru. Takrat smo
res priplezali nekaj zelo odmevnih smeri. Andrej in Jure sta po 7 dneh garaškega plezanja priplezala do takrat še skoraj deviško steno Čaharahoja, kar je bil eden najboljših vzponov leta 1999 v Južni Ameriki. Tudi ostali nismo zaostajali s tem, presmučali smo 5-6 tisočakov in naša odprava je bila ena najboljših tistega leta v slovenskem merilu. Plezanje se je iz uživanja spremenilo v trpljenje in v goli boj za vrh, na katerega sva plezala že skoraj cel teden. Prsti so od mraza postajali trdi in neobčutljivi. Ko sva na stojišču krilila z rokami, da bi se kri vrnila v prste in dlani, sva od bolečine jokala. Bila je že tema, ko sva nad sabo zagledala previse, do katerih sva plezala po ledu in krušljivih skalah. Ena najbolj mogočnih in veličastnih zgodb, ki sva jo pa skupaj doživela, je bilo pa leta 1999, ko sva plezala v Peruju, v južnoameriških Andih, v vzhodni steni vzhodnega Čakraraha. To je bilo v bistvu prva alpinistična odprava, ki smo jo Dolenjci organizirali samostojno v tuja gorstva. Zbrali smo si Peru, ki je v bistvu logistično in kar je glede stroškov pa tega je najbolj ugodno, ker Himalaja je pač dražji in dlje in tudi transport je pol drugačen. No, v glavnem plezala sva v vzhodni steni kombinirano smer, to pomeni skalno, v tem primeru je bil to granit in ledno. Plezala sva jo na alpski način, to je z nošnjo vsega, kar je bilo potrebno za plezanje in bivanje v tej steni s sabo. Spala sva na raznih policah klesanih v led, na koncu sva spala tudi v snežni luknji, ki sva jo kopala 4 ure. Zunaj je pač snežilo in midva sva si morala poiskati streho nad glavo. Plezala sva v bistvu 5 dni celo steno, nato sva skoraj 2 dni sestopala. Na koncu vsa srečno prišla dol. V bistvu tako en dan, recimo pa pol sva bila brez vode in hrane, ampak sva bila še zmeraj srečna, da sva dol prišla in to je bila v bistvu največja zgodba, kar sva jo doživela. Tudi po težavnosti in pač po dolžini in vsem. Stal sem na stojišču in bilo mi je hudo kot še nikoli v življenju. Gledal sem proti vzhodu in čakal, da bo šla najina zvesta spremljevalka luna. Nisem vedel, kdaj se mi bo od mraza in vetra zmešalo. Nog in rok nisem več čutil, kljub temu, da sem z njimi migal in brcal. Cela večnost je minila, preden je Jure zaklical, da varuje in da lahko plezam za njim. Ko sem se mu približal, ga nisem prepoznal. Bil je kot prikazan, odet v ivje in ledene svečke so mu visele iz nosa. Na ves glas se je drl name, naj vendar pohitim, da je prekleto mrzlo, da piha, da ne čuti prstov. Hitel sem, kolikor sem mogel in kolikor so mi dala pljuča, v katere sem lovil redki ledeno mrzli zrak. Plezal sem po prhkem snegu. Zaradi izčrpanosti mi je bilo že vseeno za vse. Želel sem si le na vrh. Vrv se je iztekla, ko sem zlezel na majhen snežni plato. Vrgal sem se na hrbet, dihal na vsa pljuča in gledal zvezde. Veter pa je pihal tako močno, da se mi je zdelo, da močnejo enostavno ne more. Edino, kar sem bil na vrhu sposoben občutiti, je bil občutek konca.
Le počasi mi je v zavest prihajalo, da se je treba še vrniti v dolino. Fotoaparat je že zdavnaj crknil, tako da nisem mogel posneti najinih izčrpanih obrazov na vrhu. Ura je kazala 00:30 zjutraj. Ko je na vrh priplezal še Jure, ni bilo zmagoslavja. Nisva norela od veselja, celo rok si nisva podala. Le obrnila sva se in se začela kot v transu spuščati. No, midva z Andrejem se spoznala šele tega leta, ko sva skupaj plezala zdaj v Himalaji. Bilo je pa tako, da me je Andrej poklical po telefonu, pa je rekel, če gre z njemu plezati v Yosemite. Sem rekel, seveda, ne gremo, se te sploh ne poznam, se nisva še nikoli plezala. Tako da so se potem odločila, da greva skupaj plezati v Francijo. Pa tudi potem so se takoj zagnala kar v severno steno Grand Jura. No in tam so se tudi dobro spoznala in se potem odločila, da bojo skupaj plezali tudi v Himalaji. Andreja sem prvič videl, oziroma tako v živo sem ga srečal v plezališču Luknja. To je tukaj pri nas v Prečni. V bistvu jaz sem bil še začetnik. Plezal sem, sicer sem imel svoj štrik, ampak vsa druga oprema je bila več ali manj izposojena. S prijateljem Borutom sva se nekaj matrala v eni smeri ocenjeni 6. stopnjo. To je v bistvu bilo za začetnika že kar dobro, ampak še zmeri v bistvu tako se je videlo, da sva bila začetnika. Andrej je pa zraven sam, sicer se je varoval, ampak je ful plezal take ocene, 7, pa to lepe smeri v drugače. In prosil je naj ga en pač malo varuje. Takrat je v bistvu bilo prvič, da sva se navezala na skupno vrv. Sem ga varoval. To je bilo v bistvu najino prvo srečanje. Potem je minilo še precej časa, da sem jaz pridobil na moči in malo, da sem popravil svoj stil plezanja, ampak na koncu sva začela vseeno skupaj plezati. Doživela sva precej zgodb, takih lepih, srečnih. Najina prva resna plezarija je bila v severni oziroma severozahodni steni Cmera. To je v bistvu gora, ki jo vidimo iz Triglavske doline Vrat. Nisva imela s seboj štrika, tako da sva zvezala vse pomožne vrvice in najlonske trakove. So v bistvu take vrvi od 2 do 5 metrov raznih debelin, od 5 do 9 mm. In sva se s tem nekako naredila neko improvizorično vrv, da sva se vsaj en del varovala. Bilo je pač to v bistvu zelo taka neumna ideja je bila, ker se je zatikala ta vrv s temi polno vozli, se je zatikala na vsakem klinu oziroma kompletu. Tako da sva pol to vrv kar podrla in opustila varovanje. No, na koncu se je vse srečno izteklo. In midva sva pač prišla nazaj, pol vsa srečna, ker sva preplezala novo smer. Dala sva ji pa ime Cena za ljubezen. Ja, seveda, on je imel ogromno energije, ki je vse nas navduševal za plezanje, turno smučanje, vse živo, res bil je neuničljiv. To je res redko srečaš tazga človeka, tako da s tem tudi slovenski alpinizem veliko zgubil, tako da pač je velika škoda, da se je to zgodilo tako, kar se je, ampak treba iti naprej, čeprav težko, malo bolj pomisliš zmeri, preden greš kaj plezati, pa to, tako da definitivno je pa pustil neizbrisan spomin,
tudi v slovenskem alpinizmu, pa tudi pri nas, ne, tako kot prijatelj, ne, sploh ne. Fak, kakšna opast. Se spodobi, kaj lepega povem. Sem 50 metrov pod vrhom velike Šinke, to je 5000-ak v pogorju Cordillere Blanke, v Perujskih Andih. Mislim, da barve tukaj gor povedo več kot jaz. Andrej je bil alpinist, lahko rečem, še romantičnega duha. On je ljubil hribe iz svoje duše, iz svoje čustvi. Njemu ni bilo za naslove najboljši alpinist, najbolj perspektivni alpinist. On je hodil v stene in v hribe zaradi tega, ker jih je ljubil, ker jih je imel res rad. Bil je, če lahko rečem, entuzijast v 21. stoletju, kar je zelo redko dano ljudem. Res je ljubil hribe in svojo plezarijo. Tako, da takih zagnanih mladih ljudi, ki bi s toliko požrtvovalnosti, spomnim se, da je ogromnokrat šel v hribe na štop, brez 10 tolarjev v žepu, vzel je od doma malo hrane, malo kruha, kot stari alpinisti, ali ko lahko rečemo, ko so hodili par dni po hribih, je zelo malo denarja s tem. In je šel zaradi tega, ker je ljubil gore. Ne zaradi uspehov, ne zaradi slave. Razmišljanje. To, kar sem tokrat doživel na gori, mi je dalo misliti. Alpinizem je hoja po robu, med življenjem in smrtjo in zahteva resne in zrele ljudi. Kolikokrat dotedaj sem v mladostni vihravosti izzival usodo. Imel sem srečo, da v lageri mi je dal izkušnje. Ljudje, ki celo življenje preždijo v dolini ob nesrečah alpinistov, radi modrujejo, češ, kaj pa rinejo tako visoko, sami so si krivi. Kdor je enkrat začutil klic narave in se povzpel na goro, alpiniste razume drugače. Gora privlači tako močno, da se ji ne moreš upreti. Mi da grejo gor pod steno, Andrejček začnete prvi cuk lest. Pride za njemu, začne mest naslednjega lest. Je bilo pa, v glavnem ima 3 za zlest, nek sem, v bistvu je bila ena skala naložena in sem mogel jebico zatakniti. In ko sem tisto jebico prvič zataknil, hočem lojtrico dati noter, da sem gor potegnil, sam naredi poink, odletim, Markovci, kar smejo prav stari, klin ven lezejo, Še enkrat probamo, to drugo še enkrat odletim, In to tretje pa le jebico zagrabil, tako da sem se lepo čez potegnil.
Seveda, kar Markovič prav, kaj jaz tam čez lezem, prav stari, da boš jaz zajdu slikal, ne. Seveda, to so rabila kar dolg cajta, ne, 22 ur. Da so sploh do vrha gor prišla, sam ne, pol že tma dobila. In seveda, ki je Markovič hotel še izdan nazaj, sem jaz rekel, ne, Andrejček, ne greva nazaj, ker so preveč utrujena ura, je bila 7 zvečer. In sem rekel, va kar takole počakala na vrh hriba, se skopala, plezalno opremo dol dala. In se seveda pač do zjutraj čakala, ne, Andrejček brez hrane. Jaz sem imel in so bile mi gonete male čokoladice spravljene noter, skrite, mu nisem nič hotel reči, da imam kaj za jesti, ne. Vse kako bo že do zjutraj počakal, ne. In do zjutraj pač ni bilo možno spati, ne, ker so imela toliko majhen skopen, da so skozi en drug govorili, pojd bolke. Na kar zjutraj, ki je bila ura 7, sem rekel za eno uro telovadila, pošla pa lepo v dolino, ne. Po tisti enourni telovadbi, da sem se sploh ogrela, ker je bilo tako mraz po noči. Sem mu čisto trde kolena, on pa isto. Mu jaz čokoladico nazaj, mu dam tisto čokoladico, tako zučkam zasvetila, ker otrok prvič hrano vidi, ne. Sam se je pač splačal tisto prišparati, ne. Čeprav, če pa Andrejček hotel, bi že vse prej požrla, ne, in bo sploh brez hrane. Sam, kadarkoli, ne vem, kako bi tole povedal, ne, kadarkoli Andrejčka pomislim, je res škoda, da ga ni več med nama, ne. Res škoda, ne. In mi včasih kar malo dolg čas, ker ponovad mi je takole, mi je ob 11 zvečer mi je poklical in rekel, zdaj sem v drug dan službo, ne. Mi je klical, prav stari, gremo peklensko pomarančo les, si rekel, pa ne morem. In je še Andrejček kar poj sama, ne. Pa ga je malce hodila gledat 3 dni v kapa, ne. Ki je gonil s tem in glavo, ne. Res, bil je perfekten plezalec, neuničljiv, dobesedno, sam ga je pač Himalaja, ga je Mece vzela, ki je to hotela, ne vem. Sam ne vem zakva, ne glih njega, ne. Ko sem se po 3 tednih plezanja in spanja v gorah končno spet zleknil v posteljo, sem se resno vprašal, kaj hudiča me žene tja gor? En teden mi je vzel 10 kilogramov in več. Kaj nas žene v meje situacije, ko sta si življenje in smrt čisto blizu? Velikokrat razmišljam o tem in vsakič najdem drugačen odgovor. Včasih sem si obljubil, da bom alpinizem obesil na klin. A ko sem se v dolini spočil, sem na take obljube hitro pozabil. Spet me je nekaj gnalo naprej. Gor. To je nekaj čudnega. In tega ne morem razumeti niti alpinist sam. Kaj šele kdo, ki alpinizma ne pozna. Ko sva z Juretom srebala tobov čaj in mleko in jedla pečenega piščanca s krompirjem, so se najine sanje z gore Čakrarahu uresničile in napočil je čas za nove sanje. Odprava Jana Himelj je šla na pot v začetku septembra. Naš namen je bil pa plezati pač v stilu po navezah, a ne. Vsi plezajo v alpskem stilu, vsak si izbere svoj cilj. Na voljo sem imel 3 vrhove,
In potem so se po zelo dobri klimatizaciji pač odločili, da grejo plezati v južno steno Džongsanga. No, že sam dostop do stene je bil zelo zahteven. En dan je bilo do ABC tabora, potem še en dan do Podstene, tako da so se šele tretje jutro zgodaj, zjutraj ob 2 ponoči začeli vzpenjati po steni. Stena je bila zelo zahtevna, več kot 1000 višinskih metrov, strmo ledišče in snežišče, naklonilo okrog 60 do mestoma tudi 70 stopinj, tako da ni bilo možnosti kakšnih počitkov, da bi se recimo usedel ali pa da bi vsaj dobro stal. No, ves čas se plezala po konicah, da res. Stena nam je vzela kar precej časa, tako da sva tam okrog 4:30 dopoldne stopili na vrh. Do takrat je bil ta vrh, na južni vrh Džongsanga še neosvojen. Potem so poslikala, pa takoj začela se stopati. Nisem mogla se stopati po smeri, ker je bila precej zahtevna, nam vzela veliko časa, zato so se odločila za drugo možnost. To je bil sestop še na en drug vrh, majhen nižji, po grebenu, potem pa z tistega vrha po drugi steni navzdol. Tista stena je bila nekoliko lažja. No, in pri tem sestopu se je naredilo že tema, tako da so malenkost zgrešila smer sestopa in potem so si pripravila spuste po vrvi. Tam je bilo približno 100 do 200 metrov takega kombiniranega terena, led, skala, in pri prvemu spustu po vrvi se je Andreju spulila snežna sabla. Jaz sem se že pred njemu spustil čez skok, ker skok ni bil toliko grozen, na kakšnih 5 metrov takega ledenega buhljena. Sem se kar po rokah spustil, Andrej je pa pel smico in prezgodil v bremenu tisto sablo, tako da se je v besu gor spulila ven snega. In bi potegnil ven, tako kot bi potegnil recimo nož iz nožnice. Za njega je bilo to usodno, to se je zgodilo na višini okrog 7000 metrov. Jaz sem se znajdel sam sredi stene. In rečem lahko samo hvala Bogu, da sem že priplezal dol, brez vrvi. Zgubil sem tudi en cepin. Stena je bila zelo zahtevna. Sem po 7 urah priplezal dol. Andreju mi je bilo seveda zelo škoda, ker on je bil prima kolega. Zelo dobro so se razumela. Imela so tudi že načrte za plezanje vnaprej. Roko usode je pa potegnila druga črta. Tako da po določenih stvareh ljudje nimamo vpliva, smo majhni in to se sploh pri alpinizmu pa pri teh ekstremnih podvigih hitro pokaže.
天